Torej, vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci Slovenske demokratske stranke, ki ima temo, ki mora resnično skrbeti vse in vsakogar danes v Evropi in vsakogar na tem svetu, ki mu je do spoštovanja ljudi, človekovih pravic, do spoštovanja človekovega življenja in osebne integritete vsakega posameznika. To je vprašanje terorizma, islamskega terorizma in pa seveda s tem neločljivo povezanega uvažanja migrantov, kar Evropa počenja, žal še vedno počenja in pri čemer sodeluje tudi slovenska vlada. Najprej je to trenutek, ko je treba pogledati, kaj se je v minulih dneh zgodilo. Take serije terorističnih zločinov, kot so bili v zadnjih nekaj dneh, v zgodovini še ni bilo. Vsaj na evropskih tleh ne. Zločini so bili od Barcelone, ulice Rambla, kar vsi dobro poznajo, pa do Finske, Nemčije, Francije, Belgije in še mnogih drugih držav. Skratka, serija, kakršne še ni bilo. Pa vendarle je odziv na to sorazmerno medel. Zato je to trenutek, ko se je treba vprašati, kje so enaka merila za vse in kje je vest vas, medijev. Javno sprašujem, zakaj nihče, za razliko od tistega fantka, ki se je v resnici skazalo, da je bil utopljen po krivdi svojega očeta, ki je švercal migrante, ne pokaže danes slike matere z otrokom, oba povožena na ulici Rambla, v kateri človeku zastane srce. Zakaj nihče od vas ne pokaže slike zaklane mamice z dojenčkom iz Finske? Vse se da najti na internetu, samo hoteti je treba. Ne vem, zakaj se te slike cenzurirajo. Tiste se pa ni. Kje so te enaka merila za vse? In zato se ljudje sploh ne zavedajo tega, kaj se dogaja. To, kar se zdaj dogaja, gospe in gospodje, je vojna. Vojna s terorizmom, s teroristi, z zločinom. Dogaja se iztrebljanje evropske civilizacije in Evropejcev. Treba je stvari imenovati s pravim imenom, da vemo, s čim se soočamo. Morje tega, kar se je zdaj zgodilo, so seveda manjši dogodki. Ni bilo enega samega, tako kot je bil Bataclan ali pa recimo napad v Nici. Toda število teh je srhljivo. Srhljivo je, da je to na celotnem evropskem teritoriju. In kdo je za to odgovoren, gospe in gospodje? Najprej so odgovorni tisti politiki, ki so si vzeli v Evropi in v Sloveniji pravico, da so kar ukinili en del pravnega sistema Evropske unije in nacionalnih držav, vključno Slovenijo, in odprli vrata s lažnim, svetohlinskim človekoljubljem. Pridite, begunci. Kakšni begunci, gospe in gospodje? A veste, da pri teh, ki zdaj prihajajo preko Sredozemlja, je samo še kakšen promil ljudi iz vojnih območij. Vse ostalo so pa vsi od tam nekje Nigerije do Pakistana, do katerih koli držav hočete. Po uradnih podatkih OZN bi sploh za pravico do azil v katerikoli državi, glede na to, kar se je zdaj izkazalo, imelo vsej tej masi morda 3% ljudi. V vseh, ki so prišli v zadnjih letih. Vse ostalo je seveda ekonomska ali politično motivirana migracija, s katero nekateri bajno služijo. Migrante ne poganjajo vojne ali človeška stiska. To je največja laž, s katero se ves čas operira. Migrante poganjajo politični interesi in poganja jih denar, gore denarja. Denarja Arabcev, denarja nekaterih finančnih mogotcev, ki plačujejo potem tudi medije, da lažno poročajo, ali pa da ne pokažejo slike poročanja z roko v roki. Kje je vaša vest, gospe in gospodje? Zakaj se tega ne pokaže? Če ne boste vi, bom to naslednjič storil sam, na naslednji tiskovni konferenci. Glejte, tisto, kar Evropa
v tem trenutku mora storiti, je začeti ščititi svoje državljanke in državljane brezpogojno in z vsemi demokratičnimi sredstvi, ki so jim na razpolago. Če je kdo mislil, da so se stvari umirile, v kar so v veliki meri zazibali ljudi s pač izbranim poročanjem tudi mediji, se je sedaj lahko prepričal, kakšna velikanska laž je to. In zakaj sem ves čas govoril, da se niti začelo še ni. In še huje bo, verjemite. Veliki dogodki bodo najbrž šele po nemških volitvah, zato ker tudi oni znajo računati. Tukaj je vse dirigirano, vse je zračunano in vse je vodeno. Tukaj ni nobenih osamljenih strelcev ali pa kaj podobnega, o čemer se tako govori. Ljudje dobijo povelje in potem grejo v napad. Ljudi se organizira preko mreže radikalnega islama. To je tudi zgodba iz Barcelone, kjer se da iščejo tistega imama. Zakaj niso ukrepali prej? Zakaj se ne ukrepa v Sloveniji? In še enkrat povem, krivda za kri je na rokah tistih politikov, ki so protizakonito odprli meje Evrope, ki Evrope ne branijo, ki razlagajo Evropejcem, da se je treba navaditi živeti s terorizmom. Kdo reče kaj takega, bi moral takoj biti odstranjen iz katerekoli funkcije, ki jo opravlja. In ljudje, ki so odprli protizakonito meje, bi morali tudi kazensko odgovarjati. In kje je tu slovenska vlada, gospe in gospodje? Žal je še kako zraven. Pri kar nekaj teh, ki so zdaj sodelovali v napadih, najdete na tujih spletnih straneh, na policijskih straneh, v njihovih izjavah podatek, da so prišli z migrantskim tokom konec leta 2015 ali v začetku leta 2016, kot piše pri nekaterih. To je točno tisti tok, ki je šel preko Slovenije. Za vsaj 8 teroristov se danes že dokazano ve, da so šli preko Slovenije z migrantskim tokom. To se pravi, tisti, ki so protizakonito dovolili prehod v nasprotju s predpisi Schengena, zaradi česar nam danes Schengen nastaja na severu, na avstrijski meji, so za to odgovorni. Odgovorni so politično, odgovorni so človeško etično in odgovorni so kazensko. Šale je že zdavnaj konec. Daleč od šale je že vsa zgodba. Ne? To je tragedija za Evropo, ker se zdaj dogaja tragedija, ko v navezi skrajni levičari, Antifa, ki so uvrščeni med teroristične organizacije, žal prepozno, ampak so, vsaj strani nekaterih institucij, z roko v roki z radikalnim islamom rušijo Evropo, evropske institucije in evropske države. Zdaj bo potrebno v Sloveniji zaščititi meje in zato pozivamo vlado Republike Slovenije, naj vendarle že upošteva priporočila, ki smo jih dali, in pravočasno ukrepa, preden se stvari zaostrijo do te mere, da bo val plusnil tudi k nam. Kajti zagotovo bo, če je po celi Evropi, poglejte si, kaj se dogaja v zadnjih dneh, verjemite, ne bo treba čakati dolgo, pa bo tudi pri nas. En umor policista se je že zgodil. Govori se, da je bil to nek bolnik. Bil je migrant, le da je prišel v Evropo ilegalno, že nekaj let prej in potem je storil pri nas, kar je storil. Še danes se skriva podatke o tem, kar se je tam zgodilo. Torej, prvi umor na slovenskih tleh strani tega migranta se je zgodil. Zgodilo se je tudi kaj spolnega nasilja, pa se tudi to skriva. Strani radi. Zgodilo se je tudi marsikaj kartičnega. Pa se tudi o teh nekaj a je res more priti do najhujših posledic, da se bo začelo uspešno. Potrebno je zaščititi slovenske meje, najprej s fizičnim varovanjem, se pravi z ustreznimi panelnimi ograjami, ki so bolj primerne kot bodeča žica ljudi, kot živijo, kot se ostalo, kar je posledno leto. In po drugi strani treba poskrbeti za varovanje take ograje in s tem dati jasen signal, da bo Slovenija varovala svoje meje. Potem se bo tok, ki še vedno teče in bo še tekel, še dolgo bo tekel, obrnil drugam, bo šel v Slovenijo.
Sicer se lahko zgodi, da bo Slovenija žep in ko bo tukaj nekaj samo 1000 ljudi je dovolj, zelo slabe volje, ker bodo želeli kam drugam. Vse ste videli, kaj so migranti mislijo o slovenski oblasti, ko so vprašali tistega Sirca, glej, vi ste migranta, boste ostali v Sloveniji, ki je tako lepa dežela. Pa je rekel, rdeča zvezda, Lenin, Stalin, fuj, tukaj gremo naprej. Ne gre se zanašati, da bo tako vedno. Ko bodo druge meje zaščitene in zaprte in Avstrijci so zdaj poslali dodatno vojsko na mejo, se bodo začeli kopičiti v Sloveniji. Srhljivo je, da celo z evropskih institucij je prišel poziv, da naj Slovenija postane ciljna dežela za migrante, to je konkretno rekel član Evropske komisije, to se pravi Evropske vlade, in je to celo pozdravil. Jaz bi pozdravil tistega, ki bi šel zdraviti tega človeka, ne? Pa bi ga vprašal po zdravju. Šel bi pa tudi slovensko vlado po zdravju. Zakaj ne stori nič? Vsi vidimo, kaj se dogaja in zakaj se čaka. Nobenega jokanja ni več treba, izraza sožalja smo vsi dali. Še enkrat ga lahko damo. Res, iskreno sožalje žrtvam in vsem njihovim bližnjim in vsem državam, ki so prizadete. Tako da čas za solze je minil. Gre za čas, ko je potrebno odločno ukrepati. Zaščititi meje, zaščititi državljanke in državljane, vse in brez izjem in z istimi merili, zapreti meje za ilegalne migrante, pregledati, kdo je tu, radikalnemu islamu pa pokazati vrata, ga kot rakavo tkivo izrezati iz evropskih tal in ga poslati, od koder je prišel. Kajti drugače miru in varnosti ne bo več. In še enkrat povem, katerikoli politik vam bo govoril, da se moramo navaditi živeti s terorizmom, tega je pa treba prvega poslati na smetišče zgodovine. Toliko z moje strani. Če želi kdo še postaviti kakšno vprašanje. Če ni vprašanj, vsem najlepša hvala za današnjo udeležbo, pa srečno.